če si rekel, da si umetnostna zgodovinarka? Ja, zato ker vsak dobi samo tri, te 3 pluske. 3 naslove dobiš, ne? 3 pluske. Ja, in nisem. Jebi ga. Bi dala stran neki. Kaj? Ja, Ime UZG. pa priimek. Pol bom čist nekredibilna, če dam to. Ojoj. Kako sem pa jaz kredibilen? 3, ko imaš 2 priimka. Pa ker imaš 3 kafetjere. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Pozdravljeni vsi skupaj, dobro jutro vam želiva. Tole je druga epizoda kritiškega posedka oziroma posladka. Na vašo željo in zahteve ponovno v obliki podcasta. Z vami sva ponovno urednik, umetnik in pisec Jernej Čuček Gerbec ter likovna kritičarka, kuratorica in umetnostna zgodovinarka Maša Žekš. Tokrat snemava v Ljubljani, ampak govorila bova o razstavah daleč stran in sicer o novogoriški razstavi v galeriji Gong in pa kontra na drugo stran preko Kure o dogajanju v Celjskem centru sodobne umetnosti, natančneje likovnemu salonu in galeriji sodobne umetnosti. Za tiste, ki ste danes prvič z nama, kritiški posedek, posladek je paroumetniški projekt, ki gledalcu in tokrat poslušalcu omogoča vpogled v specifično ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Torej jaz kot kritičarka in Jernej kot urednik se pogovarjava o razstavah, ponavadi na tak način tudi debatirava o tem, ali se bo kakšna kritika napisala ali ne. Ponavadi se pogovarjava preko Facebook chata, pri podcastu je pa vse skupaj malo bolj sproščeno in tudi vi lažje poslušate, obešate perilo, peglate, zrete nepremično čez okno, take stvari. Če vas zanimajo kakšni stari posedki, tisti napisani ali govorjeni, si le-te lahko ogledate za nazaj na Facebooku. So pač različni dogodki bili ustvarjeni, obstoja pa tudi torej pilotna verzija podcasta, tam, kjer pač imate vi svoje podcaste in kjer bo tudi ta na voljo, ampak lahko pa tudi oboje skupaj pogledate na YouTubu, pač obstoja kanal, to lahko preko Jerneja poiščete ali pa tudi še samo kritiški posedek oziroma posladek s tem oklepajčkom napišete v search, pa bi mogla najti. Torej, vsak od nas je obiskal eno razstavo, potrudila sva se, da se ta nahaja izven Ljubljane, da vse skupaj malo zintrigirava in mogoče povabava k obisku ostalih institucij, jer njej je izbral razstavo v svojih koncih, jaz sem pa skočila v Cele. Tako da mogoče bi kar začela, Jernej boš spet ti prvi, mogoče naslednjič zamenjava ta vrstni red. Ja, jaz sem bil tokrat spet v Gongu, se mi zdi, da počasi postajam nek redni gost te galerije v Novi Gorici, ko moram reči, da z vsakim obiskom me nekako malo bolj privabi oziroma ratuje ljubša. Zanimivo za tiste, ki ne poznajo Gonga in ne vejo, kje je, to je v bistvu v srčiki Nove Gorice, direkt nad fotostudijem, enim starejših v Novi Gorici in simbolično, čeprav nima nobene povezave, pogosto razstavljajo fotografska dela oziroma gostijo fotografske razstave, tako da je zanimivo, da se nekako ujame, čeprav nima nič skupnega. Koliko pa je to daleč od mestne Od mestne galerije? kaj? Od mestne galerije. Tiste, ki pa mogoče jo vsi poznamo. Napram Gongu. 3 minute peš. Aha. To je, mestna galerija je izven strogega centra. A ja? Ja, mestna galerija je tam zraven Narodnega gledališča, to je pa prav na Delpinovi oziroma tam zraven Bevkova crkva. Čez park, bolj noter. Aha, okej. Pa na tisti centralni košček življenja v Novi Gorici. Tam, ko so lokali pa to tudi. Tako, ja, se. Super. Med enim in drugim lokalom. Tokrat je bila razstava v bistvu presenetljivo fotografa iz Friulija in Furlanije in Julijske Krajine. To je Enzo Tedeschi. Naslov razstave je Kraj in kraj. Gre za v bistvu že nekoliko izkušenega fotografa oziroma umetnika. Rojen je bil leta 52.
Začel je fotografijo v bistvu razstavljati in delati nekje v poznih 70-ih, pol je nekaj cajta to počel. Pa ne vemo zakaj sicer, lahko kakšni osebni razlogi, lahko ga je malo menilo. Je vzel ene 15 let odmora od fotografije in se nazaj vrnil k fotografiji šele 2006. Na razstavi Kraj in kraj imamo v bistvu ta kasnejša dela. On je, seveda, če je rojen 52 in dela v poznih 70-ih, torej fotograf, ki je navajen delati v analognem stilu, je že svoj cikel, ki je bil podoben temu, kar vidimo na tej razstavi, že takrat počel v analogni tehniki. Njegov izraz se v bistvu kaže v teh fotomontažah, v insceniranih fotografijah, nekih konstruktih, razmišljenih krajin. In to nadaljuje zdaj tudi v bistvu po 2006 v digitalni tehniki, ki ima malo drugačne pristope, ni več delanje v temnici, rezanje, limanje in sestavljanje, ampak je rezanje v Photoshopu oziroma podobnem programu. Tako da gre za pravzaprav zanimiv pristop za nekoga iz tistega cajta, predvsem danes smo navajeni na fotomontažo, v tistih časih je fotomontaža bila čisto nekaj drugega, ker je zahtevala čisto svojo specifiko. Ja, jaz sem prav prebrala, no, da je v bistvu on iz papirja izrazoval torej figurice, pa neke makete je delal, pa razne predmete uporabljal in pol jih je nekako po mizi zložil in pol to slik fotkal, ne? In je kao nastala neka veduta, neka krajina, ful velika, ne? To bi v bistvu ne še pasalo v ta digitalni Photoshop, ne? Ampak analogni. Analogno montažo. Analogna montaža, mislim, pri analogni montaži je v bistvu zelo veliko načinov, kako sestaviti fotografijo. Lahko se greš 2D, plosko, izrežeš, sestaviš, lahko pa narediš tudi kombinacijo. Nekaj fotografij je tudi nastalo v kombinaciji tega, da se v bistvu naredi neko fotomontažo, potem se fotko sprinta, se nekaj postavi pred to fotko, se spet pofotka, da bi spet ploščato podobo. In s tem se je dalo včasih dosti igrati. Danes je to mogoče zahteva drugačen mindset, je mogoče po eni strani lažje, po drugi strani zahteva pač zelo dobro poznavanje digitalnih orodij, tudi zahteva mogoče bolj slikarski pristop do neke mere, zato ker določene stvari se seveda da zrezati, ampak pol na koncu pademo že skoraj v digitalno slikanje. Tako lahko bi so iz neke fotografije z malo spretnosti, z neko tablico grafično narediš res karkoli. Sej to videvamo tudi zdaj v filmih, pogosto samo narejeno v premikajočih se podobah. In te na razstavi so izključno digitalne? Na razstavi, kakor sem jaz zastopal, so izključno digitalne. To sem nekako tudi vidiš iz samih printov, to je mogoče tisti minus na razstavi, ker seveda priješ na razstavo, pogledaš vse slike, razstava lepo teče v bistvu, kako so postavljene fotografije, vse je dost monolitno, vse paše skupaj, imaš en tak sistem, potem pa začneš gledati detajle, ne, postopiš bliže k fotografiji in gledaš, kako je zadeva natisnjena in opazuješ ta v bistvu granaturo. Jaz sem že študiral, če je mogoče, zato ker je starejši fotograf, na razstavo sem šel brez, da bi se kaj prebral kot ponavadi. Sem študiral, če je to mogoče analogno ali digitalno, ampak potem, ko začneš gledati, kakšna je ta granatura, vidiš te tipične JPG artefakte, kar se meni zdi, da mogoče malo odvzame od vsega skupaj. No, ko smo glih pri temu, no, jaz sem te prav hotela vprašati, no, zdaj za nekoga, ki se pač tudi načeloma tako drugače ukvarja s fotografijo oziroma ti je fotografija kar blizu, vsekakor bližje kot meni, ne. Ko greš ti na fotografsko razstavo, na kaj bi rekel, da si najbolj pozoren, ne? Ali pa mogoče, kaj je, če je razlika med tvojim fokusom glede razstave ali posameznih del, če greš ti na neko multimedijo ali pa na neke slike in če greš na fotografijo ali pa recimo celo v galerije, ki se pa prav s fotko ukvarjajo, ne. A v bistvu pristopaš kako drugače? Jaz na primer imam pogosto težave s fotografijo, ker je tako specifična, pa mi ni tako blizu kot medij.
Pa če gre za kakšno dokumentarno fotografijo, še posebej si težko dovolim, da bi zdaj nekaj pametovala. O tehniki ne, sploh ne, ker se ne spoznam dovolj, ne, pa ne bi znala oceniti tega, kar si malo prej povedal. Vsebinsko pa tudi, ne. Fotka je fotka, ne. Kako ti to razumeš? Meni je fotka ful zanimiv medij, zato ker zdaj smo post vse živo, zdaj imamo vsi fotoaparate v žepih, fotkamo vsega, izpostavljeni smo milijon podobam na dan, res dovolj je, da si vzameš 2 minuti na Instagramu in si zasičen s toliko fotografijami, ki jih včasih mogoče nisi videl v 3 letih. In eno je, da je to pač medij, ki je res najbolj prisoten. Torej že samo iz tega je težko izstopati. Drugo je, da je to zdaj profesionalno gledano medij, ki je zelo raznolik po svoje in tudi zahteva zelo raznolike pristope. Fotografija se je skozi leta kar dosti razvila, začela iz teh nekih čisto dokumentarnih vzgibov in potem začela dobiti zmeraj več tudi na vsebinskem, konceptualnem in v nekem trenutku tudi preizpraševanje medija in zdaj se mogoče malo vrača nazaj spet k temu fotografija za fotografijo. Ampak v osnovi, ko smo prešli fotografijo kot medij, kot to je zdaj ostalo, tako kot pri vseh ostalih postmodernističnih vzgibih, eno vprašanje, zakaj fotkamo, ne? In kaj hočemo s to fotko povedati in zakaj fotka, zakaj nekaj drugega, ne? Konec koncev ta razstava iz nekega vidika to tudi prikaže, se to na koncu dneva ni fotka, to je fotomontaža, tako da ima nek drugačen pristop do fotografije, kakor zgolj škljocanje na nek snapshot, ampak deluje pa snapshotsko, to je zanimivo, ker so vseeno podobe dovolj, sploh na te razstave, no, so podobe dovolj zblendane skupaj, no, da te kraji delujejo, kot lahko bi bilo to nekje na nekem travniku, nekem No, dajva močvirju. povedati, kaj je na teh fotkah, bolj detaljno mogoče, da si lahko bolj predstavljamo. Ja, na teh fotkah je v večini so to neki taki megličasti kraji, mogoče tudi megličasti zato, da deluje malo bolj kot neka sanjska krajina. Močvirjih en del teh fotografij so te fotografije z otroci, ki so v bistvu postavljeni ti otroci v neke fantazijske krajine, čeprav so, naslovnice recimo jih gledam tukaj zraven od kataloga, izgleda, kot da je ta otrok v nekem čist navadnem lužah sredi nekega travnika po dežju. Ampak, ker vemo, kako je fotka nastala, bohvet, kje je bil ta otrok slikan, bohvet, koliko močvirij in luž in travnikov gledamo in od kje je meglica in je tisto oblak, je meglica ali karkoli. Podobno je tudi za fotkami od Palmanove, ki je namenil v bistvu fotografem cel cikel, ker v bistvu fotografiral Palmanovo, potem je pa ustvarjal nove koščke Palmanove, ki jih pač ne moremo v živo videti. Isto delujejo sanjsko, tako da kar se tiče tega izraza, je Enzo Tedeschi neumorno enoličen, nekaj najdu, kar mu ustreza in to zdaj ponavlja v iteracijah. Pa tako vse fotke so, kakor gledam zdaj, pa tudi na njegovi spletni strani, no, ki lahko potem kar malo slediš temu njegovemu razvoju. Vse so tako malo monokromne, ta sepia vibe, črno-bele, tako. Ja, Ni nekih barv, ne. Mislim, da to prihaja, tako bom ugibal, ne vem, če je res, ampak jaz bi rekel, da to prihaja iz tega društvenega, klubskega delovanja fotografije, sploh iz tistih časov, ko se je štelo, da barvna fotografija v nekem trenutku ni bila fotografija zares, je bila samo črno-bela ta prava fotografija. To smo imeli tudi v Sloveniji recimo, dosti v teh društvih in klubih se je gledalo tako. Barvna fotografija se je tam v 70-ih šele zares primla, čeprav smo jo poznali že od prej. Mogli so prijeti fotografi, ki so znali to tudi izkoristiti. Zdaj v realno gledano noben več ne razmišlja toliko o tem, kar je novih fotografov, ampak dela v mediju, ki mu ustreza, barvno ali nebarvno, ni prav neka debata. Mislim, da je to samo nek ostanek nekega načina dela iz analognega časa, ko se je pač delalo črno-belo.
barve zahtevajo tudi mogoče nov pristop, drugačno razmišljanje. Črno-belo ima neke specifike, ki so mogoče malo lažje za obvladati, pri barvnem je pa potem, ti imaš lahko super kompozicijo, ne vem kaj vse v črno-belem, ampak če so ti barve ne skladajo, potem kar naenkrat ti to poruši. Dovolj je, da imaš, ne vem, en rdeč boks in ti kar naenkrat pobere vso pozornost, medtem ko pa isti rdeč boks na črno-beli fotografiji, če je analogno, je ponovadi samo malo bolj temno črno. Niti ne opaziš, da je tam nek drug fokus, ki bi ga normalno videl. Hvala ti za ta diskurs o fotografiji. A načeloma bi rekel, da ti je bila razstava v redu? Ker fotke so si med sabo dosti podobne, no, tako se mi zdi, vidiš 4, pa si videl vse. Jaz bom tako rekel, no, razstava je lepo postavljena, kuratorsko v redu sestavljena skupaj. Fotografije same po sebi so ok, niso nek presežek v smislu, da bomo zdaj o tem razglabljali na nekem svetovnem nivoju. Je pa definitivno vredna razstava svojega mesta, zato ker tudi nudi eno pogled v neko specifiko nekega okoliša. Razstav mislim, da lokalnih umetnikov je tako ali tako premalo in mislim, da za razumevanje globalne scene je tudi prav, da razumemo lokalno sceno. In iz tega vidika mislim, da neko tako opismenjevanje gledalcev v Novi Gorici z nekimi umetniki, ki so dobesedno par korakov čez mejo, se mi zdi zelo primerno, no. Zdaj Gong se tudi lotil neke take usmeritve, so razmeroma lokalno, ni vse, ampak se mi zdi, da je to mogoče za kraj in prostor super. Ne bi pa pričakoval zdaj, recimo, tudi ko sem šel na to razstavo, nisem pričakoval, ne vem, da bom zdaj videl neko zvezdo fotografsko, ki bi jo gledal nekje na Dunaju z 4-mesečno postavitvijo in ne vem, 300 plus fotk, ne vem. Ali pa Helmut Newton, recimo, ki je bil v Berlinu. Pač ni to tak kraj, ima tudi galerija, ni tako velika, da bi bila za take fotografe, tako da mislim, da je, kar se tiče tipa galerije, primerjen izbor, no. Ok, mogoče če še omenimo kustosinja razstave, je Nataša Kovšca, verjetno imajo gostujoče kuratorje, ne vsakič malo nekdo drug ali kakšen tam redno. Ne vem, ti so še malo v razvoju, nisem še uspel ugotoviti točno, kako imajo. To galerijo imajo čez pravzaprav neko arhitektna skupina, mislim, da so Kreja neki, lahko pogledam, sekunda. Katalog je pa kar lep, ne? Ja, katalog je super, to so Kreja dom iz Nove Gorice. Ja, to mogoče, zdaj, ki si rekla, katalog je kar lep, ne, vsako razstavo pospremijo s katalogom, ki ga ponavadi tudi radodarno dajo, če si ga zaželiš, kar je super. Mislim, imamo ogromno razstav tudi v kakšnih drugih galerijah, ker bi mogli biti katalogov, pa jih ni. In se mi zdi, da iz tega vidika praksa, da se redno naredi katalog, da se vsako razstavo spremlja z nekim obeleženjem, kot je to, no. Pomeni tudi nekaj za v bistvu umetnika samega, zato ker potem vemo, kaj se je dogajalo. Jaz mislim, da bi kar predlagal komu, če še se zanimamo, kdaj točno. Vmes so razstavo podaljšali, to sem opazila na njihovi Facebook strani, sam mislim, da se je to že zaključilo, da je to s septembrom da je konec, ja. Ja. Tako da jaz mogoče bi vseeno predlagal koga, ki živi v bližini, če bo kaj zasledil tega Enzo Tedeskega, da gre kar pogledat, ker je zanimivo vedeti malo, kaj delam, kaj se dogaja na naši sceni doma. Mene pa zanima pravzaprav, kaj se dogajalo v Celju, kaj si videla. Jaz sem si v Celju pogledala 2 razstavi, in sicer premiero 2022, to je 5. trienale mladih umetnic in umetnikov. Letošnji podnaslov se je glasil Performativnost, interakcija, proces. Torej, to je v Galeriji sodobne umetnosti. In pa razstavo, avtor je bil Miguel González Cabezas z naslovom Zombi, ki hodi naokrog, življenje in kapital. To pa je bilo v likovnem salonu, torej 200 metrov narazen sta si te 2 galeriji, tam je itak vse na kupu. In če bi začela torej kar s tem trienalom, prejšnja, torej ta premiera, vedno je premiera naslov, prejšnja je bila leta 2018, še prejšnja 15, torej trienale, torej ponavljajoči se na 3 leta. Predvidevam sicer, da zaradi korone ta letošnji zaostaja za 1 leto, ne?
če zračunamo. Zelo možno. Če zračunamo, ja, po Zelo moje možno, zaradi ja. korone. Na razstavi se predstavlja 20 mladih umetnic in umetnikov, ki naj bi si šele utirali pot na umetniško sceno. In te tako imenovane premiere se zgodijo prek razpisa, torej umetniki se prijavijo s svojimi projekti in potem žirija naredi izbor, se naredi skupinska razstava in tako. Kaj pomeni mladi v tem primeru? Ja, zdaj mladi vemo, da zelo radi razsipavamo s to besedo mladi in je umetnik mlad do 40, ne? Ampak glede na to, kdo je razstavljal, jaz mislim, da so pretežno mladi, po moje tako do 35. Okay. Sam tako, zato ker je to tak... Ja, vsi so mladi, dokler niso mrtvi. Je tak relativen pojem. Ja. Različno dojemajo mlade. Ja, v tem oziru v smislu utirajo pot na umetniško sceno, tam je bilo kar nekaj umetnikov in umetnic, ki pač so že kar v redu uveljavljeni in redno razstavljajo tudi samostojne. Čigava produkcija praviš, da je bila to galerija sodobne umetnosti ali je bilo to koprodukcija s kom drugim? Jaz mislim, da to prav ta center sodobne umetnosti Celje organizirano. Zdaj prva tale premiera se je zgodila leta 2009 in zdaj njen glavni namen, če citiram, je bil, da bi najmlajši generaciji ustvarjalk in ustvarjalcev omogočili pogoje za profesionalno institucionalno predstavitev, strokovni in širši javnosti pa bi ponudili vpogled v nove avtorske ideje in umetniške prakse, ki izstopajo po formi in konceptualni umestitvi. V glavnem predstaviti neke nove mlade umetnike, po možnosti s kakšnimi svežimi projekti. Ja, sodeč po katalogu je to, tako kot si ti rekla, denarno je pa podprla in Ministrstvo za kulturo in mestna občina Celje. Tudi lokalna podpora. Zdaj neka skupna točka oziroma te pristopi k praksi zdaj izbranih projektov naj bi bila neka procesualnost in performativnost, premišljevanje objekta in prostora ter interaktivnost umetniških vsebin. In ta proces v kombinaciji s performativnostjo se kaže v kar nekaj delih, ki v bistvu nekako zahtevajo emancipiranega gledalca. Torej dela so interaktivna in se v bistvu nekako uresničijo v obliki umetniškega dela kot takega, šele potem, ko ta obiskovalec interaktira z njimi oziroma je aktiven. Emancipiranega gledalca ali korajžnega, ki si upa šlatati stvari? Ene stvari so zelo očitne in ne terjajo ful poguma. Pri drugih mogoče malo manj, Jaz sem zdaj ratala ta brezbrižna oseba, ki čim se mi zazdi, da je stvar za prijeti v roke, bom to tudi naredila, razen če je zelo krhka ali pa taka, da bi se mogoče stvar znala uničiti. Mogoče ni najboljši pristop to, ampak veš, kakšne te knjigice recimo, ko so. Knjigice je pač treba prelistati, še posebej, če je tako na polički postavljena, a veš. Tudi pri besedilih, ki so pač bila ob delih zraven, je velikrat pisalo tudi, da je interaktivna, tako da je bilo lahko mogoče gledalcu tako jasno, če si je le prebral tisti tekst zraven. Je kakšno delo posebej, se ti je kakšno delo posebej izstopalo, ki bi ga izpostavila, ki bi mogoče tudi nekako povzelo duh te razstave? Ja, jaz bom v bistvu dve deli izpostavljeno, ki sta bile meni najbolj všeč osebno. Zakaj? Prvo je delo od Daleje Kovačec in to delo se nahaja čisto ob vhodu v galerijo, v bistvu že tam pri knjigarnici, ki jo imajo. By the way, zelo lepo rihtajo to prodajalno, imajo taburejčke, lepo ponudbo knjig, katalogov, revij, v glavnem lepo imajo zrihtan. V glavnem njeno delo nosi naslov Mnemomat in je torej interaktivna instalacija. In v bistvu taka velika dejanska fotokabina, kamor greš ti noter in se usedeš in se fotkaš kao portret in potem ti avtomat ven sprinta fotko. Ampak kaj naredi je, da tebe oziroma tvoj portret umesti v neko random fotko, eno tretjo fotko in s tem v bistvu ustvari nek lažen spomin na nek dogodek oziroma na nek kraj, kjer tebe ni bilo in nek dogodek, ki se v resnici ni zgodil. V glavnem sfotoshopirate v neko X fotko. Mene je umestil na nek zapolnjen avtobus, tukaj ti jo lahko pokažem, če me najdeš gor. Tematika je v bistvu kakor neka krhkost spomina, neka distorcija spomina, mogoče nek lažen kolektivni spomin na nekaj, česar ni bilo zares, ampak se pod tem spominom in zdaj še v bistvu z dokazom, s to fotko, pravzaprav uresniči.
Ne vem, kakšne so ostale fotografije, bojda, da je 15 različnih teh templatov, kamor te lahko avtomat not vključ. Ampak recimo, če je povsod neka gužva ali pa neki javni kraj, bi to recimo lahko povezali tudi s temi koronskimi časi, ne? V smislu izolacija, karantena, izogibanje takih krajev in posledično vrednotenje spomina, ko smo se v bistvu lahko še nekoč brezskrbno gnetli in bili mogoče bolj povezani, ne. Nisem se pa šla večkrat slikat, no, tako da bi videla, če mi bo, kam bi me umestil naslednjič. Gledala sem tudi fotografije prototipa tega boksa in v bistvu njegove začetke, ko je cela stvar bila še iz kartona narejena, pa vse je bilo ročno z markerji gor napisan. Zdaj pa je to dejanska konkretna škatla, tako iz aluminija ali iz neke kovine, no, in noter je vse digitalni ekran, navodila, lučke, napis zgori, vse zavesca in ful fajn zgleda. In umestitev v ta predprostor se mi zdi tako dosti genialna, ker v bistvu te nekako malo uvede v to interaktivnost, vse skupaj je zelo tako všečno, no, pa se ljudje slikajo, pa pol malo, pa se potem gledajo na fotografijah, pa dobijo nekaj za domov, tako se mi zdi, da za zahtevnega obiskovalca ali pa tazga mogoče, ki ni glih vajen hoditi okoli, pa je interaktiven biti z deli, da je to fajn. Ta škatla, prototipi so tam razstavljene, to si jih ti gledala To v sem postopku? to sem jaz šla, To si imela ekskluzivo, torej? ne, ločeno sem šla jaz to malo googlat, pa tako. Aha, jaz sem mislil, da si Ja. mogoče videla zadevo v nastanku. Ne, tam je čisti, tam je končni izdelek, ampak sem jaz pol šla doma malo pogledat, no. In je tudi proces gor, ne? Ja, v bistvu je pod istoimensko delo je pač tista kartonasta škatla še na spletni strani, ne. Ni zdaj nek proces dejanskega ojačevanja te škatle, no, ali pa kaj takega, ampak hočem samo reči, da so obstajale verzije, ki so bile pač veliko bolj poceni dostopne, manj hardcore. Če je že to tak trienale, se mi zdi že prav, da se zadeva sproducira pravilno. No, se Bi bilo malo, mislim, verjetno bi izgledalo malo čudno, če bi bilo kartonasto, vse ostalo pa spolirano do konca tam. Ja, karton bi pol mogli dati mogoče ne v predprostor, ampak v katero sobo dejansko. Zatemnjeno, da se ne vidi, da je karton. Pa ne, vse, kaj pa je s kartonom narobe. Tako malo pol spominja še na kakšne, tako še malo kritika, veš, tako brezdomstvo, pa to housing, pa te fore. Ta druga zadeva, nekaj si hotela še izpostaviti, si rekla. Ta drugo delo, ki bi ga izpostavila, pa je od Nike Tomažič, naslov je Avtomata, je pa delo iz leta 2020 in gre v bistvu za intermedijsko instalacijo sestavljeno iz dveh velikih ekranov, ki sta pritrjena na steno. Na enem je v bistvu izpisana kakor koda v obliki številk, črno na belem, na drugem pa je ta loading bar, ki se kao počasi loada, isto, črno na belem. In je v bistvu zelo minimalistično vse skupaj in catch je, da ko se ti približaš ekranu, te kamera na ekranu, pač na vrh zaslona je pač kamera pretrjena, ta spletna, te kamera zazna in se pač nekaj zgodi. Tam, kjer so številke, se te začnejo množiti in seštevati, pač tako v nedogled, sam številke švigajo in se izpisujejo naprej. Pri drugem ekranu pa se ti loading bar dejansko začne premikati, ampak tako res počas. In zdaj Nika naj bi skozi ta proces v bistvu premišljuje oziroma nas sooča z neko to našo neučakanostjo in z nekim našim pričakovanjem, da bo ta tehnologija vedno delala, funkcionirala, da nam bo takoj vse podala na pladnju in da bo vse hitro in tipi-topi. Tukaj se pa v bistvu zgodi neka iluzija neskončnosti, nedokončanosti, počasnosti, ki nas v bistvu ponavadi nervira, kot ljudi nas nervira, delo oziroma ta naprava pa je indiferentna do tega, boli njo, ne, če je počasna in če se nikoli nič ne zgodi. In zdaj za povrh oba ta procesa na ekranu itak nič ne pomenta, ne, oziroma se nič zares ne zgodi, loading bar ničesar ne naloada in tiste cifre se nikoli ne končajo in ničesar ne izračunajo, s čimer se v bistvu prav ta loading bar, ne, se navezuje na to resnično prakso, ko se uporabnikom na računalniku nariše ta loading bar, ne, da ima uporabnik občutek, da se nekaj dogaja in da bo nekaj kmalu se zgodilo, v resnici je pa to samo neka grafična podoba, ki ne sovpada z dejanskimi procesi v ozadju. In se mi je zdela tako simpel delo in tako direktno, povedno in fajn, ker se ti pač dejansko zgodi tam na licu mesta s to
s to neočakanostjo in to. Recimo, problem je samo, da moraš res blizu ekrana stopiti, ne, da se ta kamera prvič zazna in potem moraš biti res pozoren, ne, še posebej pri tistim loading baru, ker se res počas premika. A si počakala do konca? Ne, nisem počakala do konca, ker je toliko počas. Ja. Zdaj, naša... Kako pol vemo, da ni nič pol? Zato, ker, zato, ker sem dobila insiderske informacije. Sicer ta naša neočakanost je po moje tako intenzivna, da polovica obiskovalcev ne dojame, da se zares kaj premika ali pa da morajo pač malo postati tam, pa se zazreti v ekran. Ne? Čeprav ta ekran je ful velik in kamere so zelo očitne, ne? Ampak jaz sem imela srečo, da je bila tam kuratorica razstave, Maja Antončič, in mi je v bistvu malo razložila vse skupaj, ker priznam, jaz nisem čisto poštekala, kaj moram gledati, ker pri tistih številkah, naprimer, nisem dovolj blizu stopila. Pri številkah, ko stopiš dovolj blizu, se te številke kar hitro premikajo, ne? Ampak se v nedogled premikajo, ne? Ti lahko stojiš tam 2 uri in to bo to, ne? Loading bar je pa res počasen, no, in če nisi pozoren, sploh ne vidiš, da se premika. Zdaj res, da je to delo tudi čist na koncu, v zadnji sobi, ne? Ni mogoče obiskovalec že malo zmatran, pa se mu ne da več biti toliko pozoren, no? Mogoče, vsaj meni se je to zgodilo. Ja, vidim, da so res mladi, ker nimajo izkušnje z dial-upom in s počasnim downloadom. Kaj? Pravim, da vidim, da so res mladi, ker nimajo izkušnje z dial-up modemom in s počasnim downloadom. Nam je to čisto normalno. Ja. Kaj pa je ena noč za 3-minutni komad? Drugačno, ta 2 dela sta mi bila tako zanimiva in oba sta v bistvu bila interaktivna. Ne? Ostali umetniki, ki so na razstavi, so naprimer še Sara Arman s tem svojim značilnim deformiranim fotografskim filmom velikega formata, visi iz strehe dol, mislim iz stropa. Ampak ti si izpostavila 2 deli, ki so de facto interaktivna, to je pač cel njihovo bistvo obstoja. Ne? Zdaj si pa rekla, da je Sara Arman tam z nekim zelo statično zadevo. Kako to? Ja, razen to, da je mlada? Zato, ker v bistvu to delo je nastalo iz nekega predmeta, ne, s katerim je ona kot umetnica bila interaktivna in ga je v bistvu transformirala. Ta proces, ne, ki naj bi bil tudi tematika razstave. Katero delo ni procesualno? Mislim, lahko katerokoli sliko, katerokoli slikarja damo kot interakcijo, kot performativnost, kot procesualno. Mislim, ker eno sliko naslikati ti vzame cajt in delo s platnom in imaš ta odnos. Ja, mogoče je tukaj stvar tudi v tem tudi, da ti svoje delo načrtno predstavljaš kot tako procesualno, ne? Ker pač, ne vem, slikar svojo sliko predstavi kot končni izdelek, hočem, da jo razumete tako, kot je zdaj, čeprav vsi vemo, da je na neki točki bila v procesu nastajanja, medtem ko tukaj pri primeru Sare Arman je point ta proces, ne? Ker večina teh njenih filmov jih še čaka kar nekaj obdelave, ne? Ona bo to matrala ta film in ga dokler ne bo v prakse spremenil, ne? Tako da ja. Ampak, mislim, to je res, ampak kako se to bere na razstavi, to? Mislim, ker jaz se spomnim razstave v Airspace-u, iz tega dela v bistvu, in komod rečeš, da je tisto končni izdelek in to je to. Ja, komod, tudi za kar nekaj še ostalih del je stvar v tem, da si je treba malo prebrati stvari, no. Ker niso takoj na prvo žogo, vsaj ne, da bi jih lahko povezal s to tematiko procesa ali pa interaktivnosti ali pa tako, no. Se mi zdi, da na neki točki so tudi šli po kopitu, da pač bomo predstavili neka dela, ki dobro skupaj pašajo, ki se mogoče malo vsebinsko povezujejo in ki dobro izgledajo. No, se iskreno tematika razstave, torej performativna interakcija, proces je zelo široko odprto. Ja. Sej mislim, da ni point teh razstav, da bi bile nujno tematske, osko, ne, ampak da imajo mogoče neko vodilo. Predstavlja pa se kot nek kuratorski pristop, ne. Je koncev gre za nek odločitev od zadnji. Zdaj, če vsako arbitrarno odločitev postavimo pač z nekim skupnim imenovalcem in je to pač to, ne vem, če smo potem opravili neko kuratorsko delo, neke izbire, neke predstavitve, nekega koncepta, ne. Ja, ne vem, kakšen imajo proces dela, če se mogoče najprej odločajo, kera tematika bi jih zanimala in na podlagi te izbirajo dela, ki pridejo preko razpisa. To bi bil nek normalen kuratorski proces, če želiš predstaviti nek koncept. Sama veš, pol, če ti dobiš na razpis neke stvari, ki jih je v tej tvoji ideji težko skupaj poklopiti, ne, mogoče gre stvar tudi v kontrasmer, ne.
Vidiš, kaj dobiš, vidiš, kaj ti je všeč, kaj bi bilo vredno in pol improviziraš, kaj bi mogoče lahko nalepo na vse to. Pol se vprašam, ne, če je to nek razpis, ker ti dobiš dela, za katero ne veš, kaj bo, ne? A ne bi bilo bolj smiselno potem reči, da je tvoj proces predstaviti potencialno mlado umetnost, pa se ogneš temu, da se greš neko kuratorsko povezovanje, ki ponovadi bi bilo ravno obratno, ne bi rekel, če zdaj želimo neko tematiko predstaviti, ki jo opazimo med mladimi umetniki, potem bi pričakoval človek, da bojo mogoče te kuratorji se vzeli cajt, poiskali vse te mlade umetnike pri nas, ki delujejo v tem stilu oziroma v tem procesu, oziroma če se gre to za nekaj, kar je nek nov val v mladi umetnosti, ne, poiščeš vse te reprezentantne umetnike, ki to delajo in to predstaviš, ne. Ja, jaz mislim, da mogoče samo sledijo načinu dela, ki so ga začeli že 2009, ne, ko tudi mogoče, če imaš ti plan razstaviti res mlade, neuveljavljene umetnike, kar naj bi bil prvotni plan, ne, jih je mogoče težko kratko malo poiskati, ne. Je mogoče bolj, da se ti oni prijavijo s tistim, s čimer se zdaj ukvarjajo, pa jim ti pomagaš to realizirati. Ne, saj ni nič narobe z takim načinom izbire. Sam mislim, da je tudi prav, da se to nekako reflektira v kuratorskem pristopu. No. Zdi se mi, da je mogoče, ne vem, mogoče samo, da je prevelika pričakovanje, da bo zdaj kuratorski pristop pa neki ful osmislil, ne. Ja. Ampak če ti predstavljaš izbor iz razpisa, potem ni to nujno potrebno v takem smislu. Ja, to se strinjam, sem tudi to hotela poudariti, da se mi zdi, da včasih je pritisk v smislu dela kuratorja, ne, da če že imamo kuratorja in plačujemo kuratorja in ga navajamo in je ta oseba pomembna in ima nek job tukaj, da more veliko narediti, da more nekaj pokazati, da more napisati tekst, da more zdaj neko vsebino kompleksno po možnosti nalepiti na razstavo, ne, ker včasih je potem deluje mogoče malo prisiljeno ali pa, ne vem, neiskreno. Mislim, se ostane veliko dela še za kuratorje, še treba vsakega umetnika posebej se da obravnavati in tako dalje. Se da marsikaj narediti, ni da zdaj je treba se zapečiti v to, da imamo kuratorsko tematiko postavljeno na nekaj, kar smo našli. Recimo dober primer dobre prakse je Foam Magazine, fotografska revija iz Amsterdama oziroma z Nizozemske, ki se ukvarja z sodobno fotografijo in ima, mislim, da enkrat na leto tudi izdajo Talent, torej mladi, ponavadi namenjeno mladim fotografom, ki se še uveljavljajo ali pa šele prihajajo in je vedno narejeno na poziv, ampak njihova vsaka edicija je vedno samo Talent, se ne sprenevedajo, ampak na koncu še vedno spravijo, ne vem, 250-300 strani vsebine notri, z fotografije in kuratorskih tekstov, ne. Ampak se pa ne pretvarjajo zdaj, da bo pa vsaka nova edicija mogla se držati neke tematike, ki se jim je ali vtisnila v tistem momentu ali kakorkoli. No, saj mogoče tudi v tem primeru je ta performativnost pa procesualnost bila neke vrste mini vodilo, glavnina pa je še vedno glejte te nove umetnike, ne. Ja, samo se mi zdelo vredno komentarja, no, ker se bi strinjam. lahko bilo tudi brez tega, pa bi bilo lih tako vredno. Ja, ker se je potem, recimo všeč mi je bilo tudi to delo od Line Akif. To je veš, ko je šla na Triglav z masko od kurenta in je v bistvu kakor performance naredila in je vse skupaj bilo posneto in je v bistvu ta posnetek zdaj razstavljen tam, ne, kako ona hodi na ta Triglav. Že je tudi v bistvu, ja, performativno, v bistvu v galerijskem prostoru se to odraža v obliki videa. To se mi je recimo zdelo fajn, zato ker sem slišala za ta projekt, sam ga še nisem videla do zdaj. Pa recimo delo od Monike Plemen, ne vem, kako je prav, ki je v bistvu naredila tak cute audiobook v obliki smartfona. In je v bistvu res mišljen, da ti ta audiobook, ki je tak majhen, ne, v dlan ga primeš, da ga v bistvu prisloniš k ušesu in ga poslušaš kot pogovor preko telefona, v resnici je audiobook, poslušaš knjigo, ne. Zgleda pa, kot da telefoniraš. In je zgleda zelo cute in fajn, sam zdaj razstava je že bolj proti koncu, no, in je ti zvočni modul že malo se vdal. O boge. Zdaj drugače vse te avtorje, ki so bili del te razstave, bova zapisala v zapisnik, no, pod podcastom, ker jih je pač enostavno preveč, da bi zdaj omenjala vsakega posebej. Jaz sem pač poudarila tiste, ki so se mi zdeli zanimivi, kaj so pač predstavili. Overall je meni bila cool razstava, sicer najbolj mi je bila všeč prva soba, kjer je bila v bistvu najbolj razgibana, interaktivna, kjer si imel stvari za listati, imel si stvari za poslušati, pogledal si video, dotikal si se lahko stvari, zvoki so bili tako
all over the place, s kakšnim vodstvom po moje še toliko boljš. Medtem ko, ne vem, postavitev recimo pri prejšnji večji razstavi, ne, pri Račka festivalu mi je bila postavitev veliko bolj všeč, ne. Zdaj, to me tudi spomne na to kritiko, ne, ki je v nastajanju v festivalu Račka, ki se je odvil že par mesecev nazaj, ne, eventualno bo objavljeno, meni je zelo žal, ampak to se je čisto preveč zavleklo, no, tako da imamo to. Boš. Ja. No, ampak ne, bi se še enkrat zahvalila, no, Maji Antončič za ta hiter diskurs pa podarjen katalog, no, ki je tudi zelo lep pa urejen. Noter je še spremna beseda Ajde Ane Kocutar, ki v bistvu nekako poveže zdaj to celotno zadevo in njeno poglavitno misel, ne, tako da mogoče bi pa tam našla odgovore na ta najina vprašanja glede vsebinskih povezav. A greva še na drugo razstavo? Če ne bova res dolga, po mojem. Ja. Ok, druga razstava pa je v likovnem salonu. Avtor je španski večdisciplinarni umetnik in raziskovalec Miguel González Cabezas. In glavnina razstava v bistvu so 3 videi. En je bolj performativen, drug je kakor nek dokumentarc in tretji je kakor nekakšno predavanje. On se v glavnem ukvarja s problematiko globalnega pojava krize povezane s sistemom finančnega kapitalizma in nekako vse skupaj prenese na metaforo zombija. A ne, tudi naslov ima noter zombi in to. In tisti video esej predavanje, v bistvu tam on govori o tem, kako se mi kot vedno večji zombi samo kolonializiramo in komentira sodobne dogodke in kapitalizem v bistvu označi kakor za nek virus. In zraven so na primer reference na film World War Z in potem primerja Brad Pittovo ravnanje, Brad Pitt igra v tem filmu. Brad Pittovo ravnanje vzporedno s tem, kako preživeti v kapitalizmu, on preživlja pač zombi apokalipso, ne. In v bistvu je izredno tako resno in humorno. Ampak Brad Pittu gre dobro tudi v kapitalizmu. Njemu gre povsod dobro, no. Mislim, double, ja. osebi, ne ja. liku. V bistvu, ja, in to predavanje on tako zelo resno in humorno hkrati izpelje, no, malo tudi depresivno. In izpostavi tudi primere recimo protestov, kjer se pogosto uporablja metafora teh smrti pa zombijev. Predvsem v Sloveniji. Ja, ne, pač kao to duševno in psihično mrtvi uničeni, a kot delovna sila še vedno v pogonu za nekoga drugega, ne, v glavnem zelo ekonomsko-družbeno orientirano in zelo zanimivo, ne. In v bistvu je bil prav ta video, no, ta poglavitni, ta glavni video takoj na sred, ko prideš noter v prostor in imaš za sedeti in da ga pogledaš, pa ni slušalk pa nič, ne, tako da ga lahko normalno poslušaš. Je bil v bistvu prilagojen za slovenski prostor, ne. V bistvu vmes razlaga dejansko v teh protestih ljubljanskih, ki so bili, mislim, da leta 12, ko so dejansko krste naredili, pa so nosili maske in so bili protestniki v zombije napravljeni. Ampak to je bil kot odgovor takrat. Janez Janša je oklical vse te protestnike za zombije in pol je bil odgovor na to in zdaj imamo pač. Sicer mogoče bi tle še opomnil, ne, da zombi, tako podobno kot recimo robot, ki se pojavi v literaturi kot primer avtomatizacije oziroma primer tega delavstva, ne, saj tudi sama beseda robot izhaja iz dela. Zombi pa ima tudi svoje konotacije, no, na več drugih reči, recimo na to, da na tujce, drug arhetip človeški oziroma druge naše strahove. Med drugim je tudi zdaj z primerom pandemije, ki smo imeli, to lepa paralela med zombi apokalipso in pandemijo, ne. Vsi smo se smejali filmom, kako ljudje ne razumejo zombi apokalipse in se ne znajo odmakniti od teh počasi se premikajočih nemrtvih stvorov, ki te spremenijo v nemrtve. Z pandemijo se je pa izkazalo, da imamo velik problem z sledenjem zelo preprostim navodilom, bi tako rekli. Tako da zombi imajo tudi svoje konotacije, svoje prikazovanje druge plati človeštva. Ja, no, če zdaj omenim ta drug video, ki je tudi na razstavi, pa v bistvu govori bolj o tem španskem kolonializmu in suženstvu in o tem, kako v bistvu kako se zombi kot tak sploh rodi oziroma kako nastane ta dehumanizacija, delo, suženstvo, podrejanje, vdajanje v usodo in podobno. Nekako proces zombifikacije in kako si na podlagi rase kapital podreja življenje, ne? Kako upravičuje in fura naprej eksploatacijo. In v bistvu to vse naredi nekako na primeru španskega umetnika Murilla, mislim, da celo ime je Bartolomé Esteban Murillo, on je bil španski baročni slikar
za katerega se je izkazalo, da je v bistvu imel sužnja v kleti, ki mu je pač po noči dokončeval slike. In v bistvu je potem cel video nekako sestavljen iz iz vizualnega materiala in različnih kolažov. In je zelo zanimiv, sicer je malo dolg ta video, je narativ in vizualija, tako da ne rabiš nujno slušalko uporabljati, ker so podnapisi tudi. Drugač pa ja, ta povezava zombija in propada sistema v smislu neoliberalizma, kapitalizma, izkoriščanja, mrtva podjetja, konzumerstvo in podobno, tako zelo pogosto uporabljena metafora, bi jaz rekla. Jaz sem se pač takoj spomnila na Snyderjev film Zora živih mrtvecev, kjer je v bistvu spet podobna stvar, mogoče bolj orientirana na konzumerstvo in to maso in tako. Je zanimivo, da resnici v zadnjem času je velik porast zombi filmov in serij. Ja, spet jih je zelo velik, in tako niso nujno več to neke slabe grozljivke ali pa kaj takega, ampak so pač neki resni, visokoprodukcijski filmi. Meni je všeč, ker v zadnjem času se je zgodil ta zasuk zombija kot nekoga, ki je karata drugačen, ampak je še vedno v resnici človeški. Primer take serije je iZombie, kjer je ta Liv Mor, Pans, ki je rata zombi, pač neka zadeva, in ona živi svoje življenje naprej kot zombi, in je še dosti drugih takih v družbi in predstavlja to nekako razumevanje te drugačnosti. Kar mogoče včasih bilo bolj enoznačno in je bilo vedno samo zombi bad, zdaj pa zombi je mogoče še vedno človek. Pogosta je ta raba, kakor ta alienacija. To. Odtujenje. Napram nekomu tretjemu, nekomu, ki ni isto dovolj človek kot ti, ne vem. Ja, pač druga rasa, migranti, revni, take stvari, bolni, recimo zdaj v pandemiji, ko smo gledali. V angleščini pojem othering, oziroma other, po naše bi bilo drugi, ali pa tretji, če hočeš. Ja, definitivno zelo dober arhetip, ki v bistvu ne da zgublja na moči, ampak se celo razširjuje in dobiva globje pomene, kot jih je mogoče imel. Ja, in prav ta umetnik, pol na stenah so še neki miselni vzorci, kjer on to vse, veš, Charlie iz Always Sunny scena, cel sistem si tam nariše in tako. Tako da za razliko od one prve razstave je ta razstava še kar nekaj časa na ogled, tako da jaz toplo priporočam, da si greste to ogledati. Pa itak 3 videi so, pa si vzameš pol ure, pa pogledaš vse. Se po moje res splača. Ja, mava še kakšno zaključno misel mogoče. Zdaj, če tako gledam, imamo 3 razstave, ki so popolnoma drugačne. Ja. Ko noč in dan in ne vem, kaj je to tretje. Nimamo. Ne, jaz ne bi nič več Od preveč teh razstav, dolgovezla. kaj ostaja sploh še odprto? Karkoli, kar bojo lahko ljudje videli, ko pridejo ven podcasti. Ne. Ja, te zombiji Ta bodo zadnji. še. Pejte gledati zombije. Ja, to bo še. En bo žal, Ne, id do cela. mislim, odvisno od kod grejo, ne. Aha, to je zdaj ta kot Michelinove zvezdice. Ena zvezdica, če si tam pejdi, 2 zvezdici, it's worth a detour, 3 zvezdice, nameni se kje, ali kako. Ta razstava spada kam? Mislim, jaz bi vsem priporočala, da se gre to pogledati. Ja, Zraven, je to ena zvezdica? Ne dve vem, zvezdice, ne 3? drznem si tega reči, ker sem sama kriva ignoriranja tudi 3 zvezdic, ne. Tako da. Ja, ne, vprašam se, se ti zdi, da je to neki tazija, ki bi recimo nekdo iz Pirana se lahko namenil. Ne vem, kakšen je program za uno galerijo zraven, zdaj, ko se premiera zaključi. Ja, pol A to veš, bi da bi lahko v primeru, da bi lahko 2 muhi na en mah. Pol je to 2 zvezdici. It's worth a detour. Tako da, ko se v nedeljo popoldne furate iz Maribora v Ljubljano, se ustaviš v Celju, spiješ en pelinkov tam v lokalu zraven, pa še v Trojane na krov. Perfekt. Ja, to še cel izlet. Pa malo se sekiraš vmes, ker kontributaš k temu. Ja, ne, če greš s biciklom, ne. Ja. Super. Si hardcore biciklar in je to. Sej, čak, kaj si rekla, Maribor, Celje, Trojane, pa Dam. Koliko kilometrov je sploh to? Ful, preveč za en dan, ne? Ne vem, se ne vozim s biciklom tako daleč, da ne vem. Pa jaz imam bicikl iz leta 2005. Folk, ki se fura s biciklom, povejte mi,
povejte nam, koliko smo sfalili te dnevne ture. A bi šlo to. Jaz sem veš, če greš ti v nedeljo popoldne iz Maribora v Ljubljano, ker pol delaš v Ljubljani cel teden ali pa živiš v Ljubljani, imaš ponovadi kufre s sabo. Ej, ne vem, mogoče to samo neka taka sobotna finta. Greš za en dan. Veš, lej, če pa to ni super kombo, malo se natelovadiš, malo se dejstvuješ na kulturi, greš na kulinariko in še ne prispevaš k ogljičnemu odtisu in prispevaš k vsaj 2 lokalnim ekonomijam. Ampak meni se fulkrat niti z avtom ne da tega narediti. Saj ne za take lenobe, kot smo mi. Ja, Za tiste, ki so carje, pa se furajo s kolesom. mogoče najna demografija, ciljna publika je, morava malo to prilagoditi. Mogoče eden. No, drugače, jaz sem hotela samo še omeniti, da kje sem še bila, no? Bila sem v Dobri vagi na tej razstavi Zebu, to je nek berlinski duo, gre za gostujočo razstavo, take neke drzne kompozicije, močne barve na tankih ploščah, na lesu se mi zdi cirka A4 format, zelo cute, naredila sta tudi mural na steno, zgleda super, pejte pogledat. Pa že v začetku poletja sem obiskala Beneški bienale, o katerem bova pa kakšno rekla naslednjič, ne? Ja, jaz sem videl polovičko, tako da Ja. drugo polovičko pa še moram. Tako da stay tuned, ali kako že. Še enkrat bi se zahvalila Urški Bajec za izposojo opreme. Bi še kaj dodal? Ne, mislim, da je to to. Jaz bi se tudi zahvalil Urški in nič. Se vidimo naslednjič. A si me najdel na tej sliki? Sej, Se kar vidi, ja. 1575, ne vem česa. Pozabil sem prestaviti na minute, ne vem, ne bi zdaj tikal.